Mislim, da je predvsem odvisno od ideje, katero se pač lotiš. V enih pač dejavnosti igraš zagonskega kapitala na začetku neka osnovna sredstva, recimo tako kot v primeru prnejcev, recimo, ne, pač da trgovina laufa je treba pač imeti en kapital, da jo pač postaviš na novo in verjetiš. Celotno uspešno, ne, tako da se treba zavedati, da je treba več, da bi se treba. Ne treba biti osebno sozirane straje. Mislim, je veliko teh postavk, kaj še zraven prijema. Ideja je začeti, z tega pa naprej. Jaz priznam, da sem se že v času študija vprašal, sem pač ekonomijo študiral, ne? Pa sem jaz od ekonomijo odnesel osnovni študijo. Tako je tukaj stvari, zato ker mi pa danes nuca na trgi, nimam pa ene stvari šole, vse je bilo v bistvu doma pa od drugih firm, sama praksa. Cel dan komplet je bila res sama praksa in ko je zdaj pol, zakaj sem to rekel za poklicne šole, avtomehanična, ne vem, pač v Trbovljah, ne? Ali pa kovinarska, ali pa pač gor tehnična gimnazija. To so ljudje, ko imajo določeno prakso, pa že v šoli. Se pravi, se že povezujejo nekako do določene stopnje s trgom. Če bi pa nudiš še to stvar, lahko pa en tak človek, ko že ima tudi znanje o samem delu, ne? Pa če mu ponudiš znanje iz podjetništva, po moje vsaj 30% prej uspe na tej svoji poti, kot pa en iz gimnazije, ki šel že za to gimnazijo, pa sem bil sam isti, ker ne veš, kako sem samo delal. Sam pač pridejo res dnevi, ko enostavno ne gre nič od tebe, se moraš res vzeti 2-3 ure tist dan čist. Stop, maj vse poslova pa naprej, ne? Pa ti ponovač je glih potem, ko se zlomš, takoj v isti sekundi poj nazaj pade ena nova ideja, ko ti rekel pa ne vem, spred naredi neko stopničko višje, ali se preskok. Vsi imajo neki pač zadnji, ali je pač to dejansko kapital, ali je pač to dejansko neka pač vez v družini, ali je pač neka vez iz preteklosti, ali so to, ne vem, kakršnakoli druga poznanstva, ne, in dejansko, ali pa pač študentsko delo iz preteklosti. In dejansko pač se dejansko pol te firme ustanavljajo že na podlagi tega, ne, in nekdo ima že v zadnji nek biznis, ki ga bo lahko delal, ne, in v glavnem imam jaz take primere, no, tako da bi rekel, tako da mislim, da je tle, če gremo tako čisto vse v zakonu, v bistvu, ne, noben ne gre res tako, naslepo, jaz bom pa zdaj SP odprl, ne, pa v 3 mesecih videl, če lahko pametnega počnemo. Takih v bistvu ni, no. Mislim, da so bili lahko preveliki tada, kar se nekaj sploh. Se pač nas kruš po svet. To je vse odprt na vse avto, tako da sploh vide ni, ne. Pač normalno, ne. Veliko folka pač je tudi, ko se trenutno v Avstraliji odseli, ne. Jaz enega poznam, ki se v Singapur, ne. Pač lej, obstaja vse živo, ne. Tako, pač s trebuhom za kruhom, pa gledaj, ne. Tudi pred, ne, manj kot 100 letam se je pri nas isto dogaja tle v Sloveniji, ne. Tudi, pa so hodili zaradi pač ekonomskih razlogov, pa tudi kakih drugih, ampak pač stojane, tako. Pa zdaj se ni, do druge svetovne naprej se to ni pri nas tako dogaja, prej se pa je, tako da pač nič kaj tazga, če gre skozi zgodovino, sam jaz. Nikoli se predati, velikrat pa vse boli, velikrat imaš vsega preko glave, pač človek vse prespi, vse preživi, naslednji dan ostane kaj novo. Pač, treba je iz dneva v dan se fajtati, no, to je to, never give up, ne, to je to. V tistih financih imate dejte že 30% zraven stroškov, ker to zigar pride, ker to so nevidni stroški, in tam so, no, glavne. Ne vidite jih, ampak tam so. To je ena stvar. Druga stvar pa brez podpore družine, no, nekako, no, ne štartati, ker še vsem, da prvo, ko plačuješ, ne, plačuješ državo, prispevke, ne, pa so, recimo, v mojem primeri novi dobavitli, ki sploh delamo, ne, pa so študenti, oziroma študentke, ki delajo, pa si ti na vrst, ne, vmes imaš pa tudi živeče, ne. Tako da tle družina ta zaveda je zelo pomembno, da je lahko pa izhajaš, če so kak meseci, ko ne gre čez, pa tako naprej, ne, da imaš vse, recimo, hotel mama. Tako da kot ta prvi mesečnik svojih, bil pa že po enem letu monarha zdaj, ne? Pač, morate vse probati, ne? Drugače pa tako, podpora družine, te dve stvari si res fajn preračunite, pa realno, ne bi to bila.
Klinični center Ljubljana, njihova top lokacija, noter je 6 avtomatov, pa en avtomat, tako so tam delali dnevno 600 evrov, se pravi z enem polnem, fila je pa 3-krat na dan. Se pravi, da si pa vrečujem. Če se splača, jed malo v Ameriko.